Dobrodošli. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna... Dragi gledalke, dragi gledalci, dobrodošli v še eni oddaji Top Shift. Oddaja, v kateri se jaz in moj kolega Jan usposabljava v različnih poklicih, ozaveščava Slovenijo o iskanih poklicih ter sama sebi določava nove in nove izzive. Danes se bova z Ivanom usposabljala za poklic frizerja. To je poklic, za katerega je potrebna primerna izobrazba, kreativnost in korekten odnos do ljudi. Kot v vsaki oddaji Top Shift si bova jaz in Jan tudi danes določila naloge in kazni. Kazen predlagam, da je: zmagovalec poražencu uredi pričesko po lastni izbiri. Jan, se strinjaš? A si že kdaj strigel koga? Ja, sem ja. Ustrigel sem od kolega psa, sem ustrigel, pa se včasih malo pozoril naredim, ker imam predolge lase. No, Jan je poln izkušenj, pa poglejmo, kaj bo pokazal danes. Dober dan. Živijo. 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 Izvolite. Živijo, Jan. Špela, živijo. Živijo. To pa bom prijatelj. Živijo. Živijo, čau, Špela. Živijo, Jan. Sem Špela Penko, prihajam drugače iz Sežane. Na šoli v bistvu učim 5. leto. Šola je v bistvu odprta tudi 5. leto, je Mid Styling Paul Mitchell šola. Poleg tega delam tudi v Young Mid Stylingu v City Parku, sem vodja salona, tako da v bistvu usklajujem urnik malo težje, ampak gre. V bistvu smo ta trenutek na Mid Styling Paul Mitchell šoli, kjer je mednarodna šola. Mid Styling Paul Mitchell šola je na nek isti princip, kot je frizerska šola, s tem, da je to izredna šola. Delamo na tem, da je v bistvu profesionalen pristop do stranke, ameriški način, torej da smo vsi v dress codu, da smo v črnem, da smo 15 minut pred strankami v salonu, da smo vedno profesionalni, nasmejani, da vse izzive, ki jih imamo v življenju, pustimo pred vrati salona. Pač naše šolanje traja 1 leto pa pol vse skupaj, 4 mesece na lutkah v učilnici, torej teoretično, in pa 1 leto v salonu, kjer stranke urejamo. Stranke se lahko komot naročijo, pridejo sem, mi jih zrihtamo. Kot veste, ste zdaj prišli na Mid Styling Paul Mitchell šolo, tako da dobrodošla. Imate mogoče kakšne izkušnje, preden začnemo, da se malo pogovorimo? Jaz nobenih izkušenj. Nobenih izkušenj, torej znam držati glavnik, krtačo. To je to, pa še to ne uporabljam, tako da. Ti tudi Jaz ne. pa sem enkrat strigel od kolega psa. A res? In? Je šlo? Ja. Bo ostalo pri temu? Bo ostalo pri temu, ja. Kar sem videla že od začetka, sta zelo komunikativna, tako da pri temu ne bo nobenih izzivov. Jaz mislim, da je fajn, da gremo prvo čez neko teorijo, torej barvanja, striženja, kaj je pomembno pri friziranju, in potem bomo šli na lutke oziroma na modele. Pravi, tle bomo imeli kot neko šolo. Ja, v bistvu je predavanje. tako. Prvo bomo imeli teorijo, bomo šli čez teoretični del barvanja in striženja, potem bomo šli pa na praktični del, ki je dosti bolj zanimivo. Vsaj za nas, ko smo malo bolj praktični. Super. Okay. Dobro. Jaz Ker sem gremo? sekundu dol Ja, papir. ker gremo. Smo moramo biti frizerji vedno skozi v trendu, no? Skozi moramo gledati razne internetne strani, po slovenskih tudi delaš. Torej veš, da je bila tudi najbolj nošena letošnja frizura lob. Lob. Ja, torej ni bob, je lob, ne? Je malo daljša varianta. Sad to lob izhaja iz nogometa, ne? Ja, kaj? Ali... V bistvu... A so kakšne krivulje? Ne? Ne. Nič ni. Prav zakaj lob? Ja, to je pač, da nekoga preskočiš, da žogo nabiješ v zrak in potem pade nazaj dol. Da vidiš Mislim, da je krivulje. bolj, da se jaz držim frizerskih stvari. Okay. Vidva me boste pa naučila kaj o... Eno, niso tudi nogometaši te trendmakerji. Ja, Ja. definitivno, sploh kakšen Ronaldo, Messi.
Ok, fanta, zdaj smo v washhouseu. Tukaj smo v tišini, stranka se relaksira. Najprej vam bom pokazala osnovne gibe pranja glave. A je pa prav nujno moramo biti tiho, ali kako je to? Ja, definitivno, zaradi tega, ker stranka je to najlepši del dneva. Ona, ko ve, da prije k frizerju, je poleg pogovora, torej komunikacije, ki se dogaja v salonu, je to najbolj pomembno. Ok, Ne? ok. Torej, Moja frizerka skozi govori. oj, to pa ni v redu. A ti paše? Jan je bolj tak hiperaktiven, on tega ne razume. Ja, to tudi res je. Ok, probi se sprostiti, pa boš videl, da je to nekaj najlepšega. No, prav, bom. Ok, bomo šli kar na delo. Najbolj pomembno je v bistvu, da zberemo pravo temperaturo vode. Probamo jo tlele, ker je v bistvu najbolj tanka koža. Sem kaj, če stranke ni všeč? Boš še Koliko je sama meni? povedala. Okay. Definitivno jo tudi vprašamo in zmočimo. Paziti moramo na make-up, ponavadi pridejo stranke pred kakšnim dogodkom, že naličene. Stranko vprašamo, če je v redu voda. Kakor ste slišala, ne? Nam je govorila, super je, tako da vzamemo šampon. Okay, ja. Šampon je pomembno, da v bistvu razporedimo čist po celoti glavi, da ga ni nekje preveč, nekje premalo. Najbolj pomembno je, da v bistvu peramo s prsti, ampak z blanzincami. Nohtov tle ni. Okay? Jaz sem jih pogrizel, tako da ni Ok, super. Ok, in začnemo. Najprej v bistvu pri sencah, s krožnimi gibi, počasi. Stranka se še vedno relaksira. V bistvu, da pride neko pranje glave, kakor masaža. Najbolj pomemben je v bistvu kronski del, torej ta del. To je tam Ivan pa šrono zadnje, veš? Ja. To je ta del. Frizerji večkrat na to v bistvu pozabijo, to mi večkrat stranke povejo. V bistvu je kar fajn, ne, na tem delu. Ok, in speremo. Kaj pa, če gre v uho, to ni problem. Ni problema, v bistvu teče mimo. To mene ful moti, ko mi frizerka v uho prišlika. Joj, boš videl pol, ko ti bo Jan prav glavo, da bosta v tišini oprala glavo in drugmu, pa brez da si uničeš ta make-up. Ok, Okej. bom se potrudil. V vsakem primeru se zgodi, tudi če gre kdaj voda na obraz, se pač stranki opravičimo in jo spet nežno obrišemo. Au. Zakvasko grob, no? Joj, pas to, jaz sem pred danes pelal z avtom, ne, tukaj po Rožni in ful kolona, to ni živalskega vrta. Folk, ki ne zna furat, drama, zatiki. In itak sem se naročil kle ob enih, ne, in gladko zamuja že 10 minut. A, vroča človek. To si pa zahtevna stranka. Ja, že tako sem bil živčen, ker sem zamudil in zdaj... to je bolj, ja. Ja. Naj te pozorim, da paziš na make-up, ne? Ja, Ivan, pazi na make-up, prosim. Mislim, da imaš malo prevročo vodo. Ne? A ni malo premrzlo? Stranka treba. Dvakrat, ne? To Čez zgodi. celo lasišče. Tako, super, pa probaš ne premikati stranki glavo. Drugače se počuti kar en ugaben. Ne, meni je to dobro. Jaz bi šel kar da. Glavo. Bravo, Ivan. Res dobro. No, to je še neka terapija zraven. Ja, to je pa... Nekaj novega, tle sem vam še jaz nekaj naučila. To je ala Ivan, pranje ala Ivan. Ampak on se mora kar sprostiti, ne? Tako da ima kar v bistvu mu ti držiš glavo. To je že res, sam slabega modela ste mi našli, ker ta ne more biti sproščen niti sekundo. A veš, sem ti prej govoril, Ivan, da bi ful zastoj. Sem se prav pomiril, da bi ta zastoj ni igral več nobene vloge, tako da... Boste povedal, če vam voda ustreza? Streza. Ustreza? Ja. Super. Kaj moram narediti? To se ne sme zgoditi, ne? Se opravičujem, ker sem vam pošprical po faci. Ne, se kul. V redu, meni to paše včasih. Nežen, kakšen si dokonc. Grob, drugače. Oba dva sta groba, danes se boste naučila nekaj. Pravi moškarec tučeš v ženo in zna opet marat. Joj, tak pravi moški sem prijel, Ivan. A mi greš, Pela? Super.
Lahko odprem svoj salon za pranje glav. V bistvu lahko si meni asistent. Ali pa to, no. Ja, ne, jaz grem na svoje. Ti greš na svoje. Noro. Hvala. Dobro. To je to. Zdravo. Živijo. A ste vi specialist za pranje glav? Je tako, seveda. Smem prisesti? Seveda, prosim. Hvala. Najlepša hvala. Kako ste danes, Ivan, v redu? V redu. Ja, samo malo prosim, glav naprej. V redu. Bodite strpni, prosim. Tako, evo. Ste pripravljen? Sorry, se opravičujem, joj, sem naredil napako. Alo je vroča voda. Vroča? Razen tega za make-up. A bova make-up prvo pobrisala? Ja, lahko, ja. A ste fejst? Vidim, da tle vam pa kar gre to pranje glav. Ja. A imate to, danes je to celotno pranje? Je, danes je ta in not in ven. popolna stilska preobrazba, tako da V danes... bistvu pri Janu vedno dobiste tuširanje. Eksterierno in... Ja, Super, super. Aj, se opravičujem, resno. A zdaj, Ne, super je. dobro. Danes hvala. nisem še umil, tako da... A vključuje to tudi pranje zob? Lahko tudi, ja. Voda v redu. Glede, Kaj teče v uho? je kar, tudi po faci je drugače. Tudi po majici. To pomaga, ja. Pomaga? To bo pomagalo. Super ti gre. Takole? Pa krožno smo rekli, ne? Tako krožno, od senc, Pa govne pa zatilje. z blazincem, ne? Kako si pa nežen, ko konj. Hvala. Bomo zdaj počas prosti si, Ivan. Prepusti se. Ne upam. Po kroni so rekli kako? Tako? Tako. Ja, Tako. bravo, super. Ha? Kaj da bi hotel kakšno kamnje zagrabiti. Tako da sem bager. Ja, Točno tako. če vedno paziš na make-up, Ja, seveda, pazim. Sam Ivan je moški, Ivan ne nosi make-upa. Vsaj upam, da ne. Tako. Če bom zdrav, brez skrbi, prijatelj. Mislim, da bo v redu. Že malo po čelu. smo rekli, ne? Okej. Takole, ja. Takole. Super. Še druga Druga stran. stran. Pa kar zatisni. Tle moraš biti pa grob. Zdaj pa grob. Pusti nežnost. Tako. Super. Hvala ti. To je to. Shell star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. V bistvu, fanta, zdaj imam en izziv za vas. In sicer, da kdo najbolj spe v lutko, ker smo se danes cel dan naučili. Gremo. To je to, se pravi, Na izbiro imata špange, elastike, Fen. fen, likalnik, In mora biti čim figano lepša. požarnik. Čim lepša. Torej, In ti boš ocenila, kjer je lepša. ja, plus zgodba, ne? Zgodba mora biti tudi ta prava. Zgodba, Ja, torej, kam gre? Za kakšno priložnost? z njo se moram pogovarjati. Ja, strinjata? Ja, valjda. Sta za izziv? Komod. Sva. Sva. Začnemo, ajde. 3-4 ali 3-4 zdaj. Odmah. Gospodična, vaši lasje so poškodovani, ampak nič za to. Zato ste pa pri nas, na pravem mestu. Jaz sem se odločil za mesec, ker se mi zdi lažje. Ivan, kako ti gre? Dobro. Si pri česanju? Ja. Okay. Jaz nom naredim mesec, koliko je ta. Boš bolj zategnjen, no? Bom bolj Zelo zategnil. gladko. Tako, ja. A je to že pripravljeno za likat? Ja. Vedno mora pogledati na stopinje. Koliko pa mora biti? Za lutko je 115, super. Dobro. Kaj pa za živo osebo? Okrog 150, 180. Časi, Zdaj vem, zakaj se je Jan odločil za Messi. ti imaš praven, pa greva samo dol. Okay. Bo šlo? Bo mogla. Probo ločiti ta lev pa desni del lasišča. Pa sem nekako zadnji probo Ja. zapeljati. Ok, kar zapeli se. Kako zadevo zadnji združiti. Ja, Okay. super ideja. Bo. Ja. Tako se mi zdi tako moderno. Na koncu, na konice smo. A bi dala kakšno elastiko? Ja, lahko.
Mislim, tako sem, da si. Pa na vozu, a? Ja, lahko. Lahko na vozu naredimo. Ja. Dvojni vozu, ladijski vozu. Lahko tudi trojni. Zdaj pa vidim, zakaj. Da se te kar težko razgovarjati zraven, pa še frizuro delati istočasno. Ja, še posebej, če je stranka tiho skozi. Posebej, če stranka tiho, res. Pa sem? Če to je v redu. Može na službenem potovanju. Tole, kako to združi tako meni. Nežen. Nežen, nisem zelo, to sem nežen. Danes sem nežen, gospa. Gospodišče se pravčujem. Smo nežni, ja. Šlo, Ivan. Ja, ne. Jaz razmišljam tudi na mesi. Mesi z likan. Kaj pa stranka pravi? Stranka pravi, da je zelo všeč frizer, ampak da ni prepričana v to moje delo. Frizerji moramo biti tudi zelo samozavestni, ne? Tako da mogoče... Jaz sem zelo samozavesten. Brez problema. Jaz točno vem, kaj delam. Tudi jaz. A mi lahko pomagaš, kako bi zdaj jaz to nekako tako zapakiral, da bi bilo zapakiral. Samo tako navijem pa v Da bo zapakirano. Ne, da sem zapakiral. Samo tako nijem, da bo tako kot en štrik. Ja, z elastiko. Z elastiko. Mislim, da... Tako, noter, tja. Tako. Ja, A kaj važe, kjer del je? to super, tako, kakor jo imaš. Z eno roko. Ja, Ni šans. probi. Štihni v oko, gospodično. Aha, okej. Ja, tako bo dano. Ampak v glavo. No, dubanja noter. Kaj pa, a to ni v redu? Moram še kaj narediti. Dajmo malo teh porabiti. A naredimo nek čop. Čop, ja. Še druga stran? To je čop, narejen. To je čop. In to morate imeti v glavi. Ja? Zdaj smo tako. Čudež, da to Naredimo še na drugi strani. tako na drugi strani, lahko pa komponiraš na to stran. Ja, in tle, da ji pustimo to. Ja. Tako. Kako naj sploh zaplem te lase. Gospa, jaz se res opravičujem, če nič ne povem, ampak sem čist noter v tej frizuri, ker hočem narediti edinstven look, tako da. Daj, moraš biti pa malo bolj groba, ne? Ni več toliko nežnosti. To znamo. Ok, super. Evo. A to je to. Kar po roki. Kaj je to? Voda. Ne rabiš. Dobro, ne. Kakšna svet, kako se pa zabitraš v temi, ko se zdaj malo tukaj. To je cool, to je mesi. A to je kulka? Ja. Aha, okej. V bistvu imam občutek, da bojo te dve frizure Trendmaker. Edinstvene. Ja, v bistvu bojo razumeli visoki modni kreatorji. Ja, to so trendsetteri. Ja. Ja, sej, ker te visoki modni kreatorji nimajo pojma, tako kot jaz in on. Čez konci, ven. To je to. A mi boš povedal še kakšno zgodbo, kam gre? Bom. Gospodična se odpravlja v Moskvo, kjer so zdaj zelo nizke temperature in njena pričeska služi ne samo, da lepo izgleda, ampak še ji greje vrat Ok. namesto šala. Super, Ivan. Super. Bravo. Pa ti, Jan. Moj, jaz sem pa... Njegova gre na luno. Jaz sem tudi ugibam. zaključil, ja. Moja je pa rekla, da hoče zgledati, kako je prišla ravno kar s partija. To sem pa dodal po te štrleče zadeve. V bistvu mi je všeč pri Janu to, da je uporabil produkte. Kjer radijske postaje vse lovita tvoja? Vse, kar je po 90. Če se odloči slučajno za malo bolj moški pristop, si lahko nadgradi na brado in brke. In imamo Conchito Wurst. Ok. Jaz sem pa dodal še te zadeve, rinke, ko s tem lahko lepše draže. Ok. Da lahko obesi kaj gor. To bo moja prva Najboljše, da frizura. poveš, kateri je boljše upravil, pa da V bistvu vidimo. sta me oba dva presenetila. Ne glede na to, da smo se sam danes združili, rekla bi mi, da je mogoče Jan boljše upravil. Zakaj? Zaradi tega, ker je uporabljal tudi produkte. Torej, zmagovalec je Jan. Gremo, jaz sem ti sami pustimo, nimajo nik pojma. In Ivan, a si pripravljen?
Da greva na frizerski stolček, pa da te ostrižem po moji izbiri. Na to ne bom nikoli pripravljen, tako da sam greva. Zakaj ne? Sam greva, samo greva. Pa saj je rekla, da sem dobro ostrigel prej, lutko. Dobar si, care, mare, care. Mama me ne bo prepoznala. Mislim, da te ne bo. Evo, fertik, še malo. Evo, fertik. A dobro. A ti všeč? Dej do konca, dej. A še do konca? Dobro. Vero, še to ven. Samo zelo mehke lase. Nijem jih več. Boš mi več. In Ivan, zadovoljen s frizuro? Zebe me v glavo. Malo še pihem. Ok, fanta, prišla sta do konca. Jaz upam, da vam bila izkušnja všeč. Na Meet Styling Full Mitchell v šoli. Definitivno sta še vedno so odprta vrata, tudi za vaju, tako da če se boste odločila. Danes smo šli sicer samo čez neke osnove, sploh sta se izkazala v spenjanju, eden malo bolj, drugi malo manj. Zaenkrat bi se jaz tudi zahvalil za izkušnjo. Bila je enkratna, če ne štejemo kazni. Hvala, ja. Meni je bila izkušnja zelo všeč, dosti novega smo se tudi naučili. Sprobali nekaj, kar do zdaj nismo upali, še posebej ti, še posebej jaz. Tako da zaenkrat res najlepša hvala, čez en mesec, dva, ko mi pa nazaj zrastejo lasi, pa se oglasim sigurno. Dragi gledalke, dragi gledalci, konec je še enega najinega usposabljanja. Danes smo imeli možnost si preizkusiti kot frizerja. En malo več, drugi malo manj. Drugače pa poklic frizerja je kar zabaven, ni enostaven in ni to, kar si vsi navadni občani mislimo. Ni to samo striženje las, je kar umetnost. No, kot vidite, sem tudi jaz danes imel možnost izraziti svojo umetniško žilico. A je tako, Ivan? Tako je. Gledalke in gledalci, če želite spremljati naše zakulisje, nam kar sledite na Facebooku in na Instagram profilu.